Imaš džakuzi? Ampak džakuzi, ko bi se lahko nekaj vrste posla. Boš spal noter, kaj? Nemam prostor. Kuhna. Kopalnica. No, je treba reči, da so ful dobro zrihtali po sončku tole last minute, pa na hitrca, tako da svaka čast. Je pa tale Polidor v bistvu eno veliko presenečenje. V smislu, da takele hedonistične hiške pa podobne stvari. Svaka čast, Hrvati so na turizmu res naredili v zadnjih letih ful veliko. Zdaj kamero obrnem, je pa tamle bazen. Jaz mislim, da je res cool. Gremo hedonirati. Otrok se na igrci. Spravo se na igrci in to je to, ne? Kaj ne poslikam? Ja, Instagram. Sem jaz se pa ne zdi hladen. V redu. Nikdar v življenju se mi še to ni zgodilo, no. To pa je welcome drink. Če ni welcome drink, je. Po moje se ga šekal tako. Živja, evo mene v Poraču, iščem fish market. Pa po mojem mislim, da sem ga tam čez že našel. In sicer ugotoviti moram, kako prepoznati svežo ribo. In ta sveža riba sploh ni problem. V bistvu so 4 osnovni znaki. Prvi znak je pač to, da mora imeti riba bistre oči. Drugi znak, to, da mora imeti rdečkaste škrge. Tretji znak, koža mora biti svetlikajoča, taka sveža. In pa valjda, riba ne sme smrditi. Jaz pa mogoče tebe vprašam, a veš, zakaj se reče, da riba smrdi pri glavi? Spodaj pod komentarjem. Šta so znakovi, da je riba sveža? Koji su znakovi? Ne vem. Pa po oku najbolje. Da. To ti je najbolji znak. Bistro oko, da. Bistro oko? Da, i da se ne... To je to. Onda ćemo, ne znam, onda ćemo par stvari kupiti. I da mrda ovako. I da mrda kao ta. Da. Evo, sveže ribe sem našel, imajo lepe učke, koža se svet, škrge so rdečkaste. Tako da jaz mislim, da to pa tudi ti ribarnici sploh več ne smrdi po ribah. Jaz sem se pa že toliko navadil. Tako da mislim, da sem prava naloga. Ko ribo imam, zdaj pa to ribo treba pripraviti in meni se že na pol urce plete eno luštno ime po glavi. In sicer Davor Podbevšek, Barbasalt, ker gre riba pa so skupaj, pa Primorc pa riba skupaj, sem se odločil, da ga pokličem, pa da skupaj pripravimo en tak super fish piknik. Čau, legenda! Ej, poslušaj me, jaz sem ene ribe tukaj v Istri, treba jih je speč, pa malo obrniti, pa sem se spomnil na te, da si ti tist, ki te stvari znaš, oziroma da veš, kaj gre zraven tem ribam, no, tako, najbolj. Ja, valjda vem, kaj bi rabo nekaj za posoliti, valjda, ne? Valjda, nekaj za posoliti, se vidi popoldne, je prav? Ribico bomo vrgli na ogenj, počakali na eni strani, jo obrnili na drugo stran in potem posolili in to je to. No, za pripravo res dobre ribe rabiš v bistvu dobro žerjavco, en gredel, kamor to ribo položiš in to je v bistvu to. Kaj je pa spečena, šele kaj je spečena, jo pa posoliš. Tako prav, dobro, tako da to je to. Evo. Okay. Ribica, taka, ki je prišla z morja, gre zdaj na žar, po moje, brez pomislekov. Ajde.
Evo, zadeva je skoraj končana, 10 minut na eni strani, 10 minut na drugi strani, pa še Davor je od čarovnija, a ne Davor? Itak, Ne? 10-10, max. In limona bo dala samo tisto dodatno svežino, ki bo pomagala nam dobiti tisti pravi morski okus. Se pravi, riba bo ostala riba z enim takim rahlim pridihom limonine svežine. Tako da dejansko se okus same ribe ne bo spremenil prav nič, ampak bomo dobili samo neko ekstra svežino. In to je tisto, ki je v bistvu kul, ker ne spreminjamo, bom rekel, glavne sestavine. Čau, Miška! Ne spreminjamo glavne sestavine, ampak dodajamo samo malo neke ekstra svežine. Tako da orada bo orada, brancin bo brancin in ta sos z limonom bo dala samo malo dodatka. To je to. A gremo jest? Bravo, Tomaž, čestitam, osvojil si gurmantično razvajanje za 2 osebi v vili Podvin pri šefu Urošu Štefelinu. Vsem ostali, ja, niste bili žrebani, mogoče boste naslednjič, vračamo se začetka avgusta, tako da vidimo takrat. Živa, čau, subscribe, share, like pa te fore, zato bodo štev posnetke sploh še videl.